Reševalna postaja UKC Ljubljana je pred dnevi v promet spravila 3 nova reševalna vozila, ki so bila nabavljene v sklopu skupnega javnega razpisa, ki ga je vodilo Ministrstvo za zdravje, investitor je bil pa Klinični center Ljubljana. Skupna vrednost teh vozil presega 600 000 evrov. To, kar vidite zadaj, je v bistvu rezultat skupnega razvoja, se pravi nas, izvajalcev in pa proizvajalcev teh vozil. To so prva vozila v našem voznem parku, ki so izdelana po modularnem konceptu, tako da je bolniški prostor v modularni izvedbi, kar omogoča veliko več prostora, funkcionalno razporeditev opreme, lažje delo za ekipo, ljudje so manj obremenjeni in seveda iz tega je tudi sama oskrba bolnikov boljša. Oprema je funkcionalno razporejena, nameščena je vsa sodobna oprema, ki se uporablja tako v Evropi in pa širše v svetu. Posebnost tega vozila je, da je opremljeno z informacijsko tehnologijo, ki omogoča zelo enostavne prenose podatkov od dispečerske službe v reševalno vozilo, kar omogoča, da se ekipa lažje in hitreje orientira v prostoru, da so informacije prenešene točno, brez nekih popačenj in da je istočasno ohranjena tudi zasebnost bolnikov. Omogočen je tudi prenos podatkov o stanju bolnika iz samega vozila bolnikovega doma v sprejemno bolnišnico oziroma na določene lokacije v Kliničnem centru v Ljubljani. Koliko takšnih vozil bi še rabili, da bi bili popolnoma sodobno opremljeni? No, mi si želimo seveda vsa takšna vozila, kar pa nekako ni realno iz finančnega vidika, pa niti ni realno iz funkcionalnosti voznega parka. Mi računamo, da bi mogoče še 6 takšnimi vozili dosegli optimalni nivo, da bi lahko zagotovili potrebe naših uporabnikov. Pa se že dela na tem, da se pridobi še teh 6 vozil, ali ste zdaj malo stopali na bremzo? Ne, mi se konkretno pripravljamo na izvedbo postopka novega javnega naročila. Trenutno se pogovarjamo, razmišljamo o tem o količinah. V kolikem času potem takem mislite, da bi bilo realno, da bodo še kakšna nova vozila? Glejte, to je zdaj stvar postopka. Javni razpis je postopek, ki traja dalj časa, potem je se odvisno, ali se pojavijo kakšni zapleti v tekom postopka, tako da je to zelo težko napovedati. Mi si sigurno želimo, da bi vozila že v letošnjem letu nova bila v garaži in prišla v promet. Pred časom je bilo veliko govora, da so ta vozila previsoka za novo urgenco. Kaj je zdaj s tem? So še kakšne težave? Je to odpravljeno? Poglejte, zdaj s temi vozili je problem rešen, ker smo sprejeli glede izvedbe, tehnične izvedbe nek kompromis. Ta kompromis je glede na samo velikost, na gabarite v teh okvirih, da vozilo pride brez problemov oziroma pride v obstoječi dovoz na urgenco. Se pravi, ne bo zdaj nikakršnih težav več? Ja, glejte, zdaj v tem trenutnem stanju je zadeva sanirana, rešena. Zdaj mi si želimo, oziroma bi morali po pravilnikih imeti še večje vozila, vozila tako na tip C, ki so večja za cirka 15 cm, vendar žal ta vozila ne pridejo na obstoječi urgentni blok, ker je v osnovi zgradba že izgrajena in iz tega izhaja ta zadržek. Zakaj bi bilo pa pomembno imeti še večja vozila? Poglejte, zaradi tega, ker imamo v Sloveniji ta pravilnik, ki predpisuje, da za funkcijo reanimobila potrebujemo vozila tipa C, ki so v osnovi izdelana na drugačnih vozilih za višjo nosilnostjo in tako naprej. Mi smo morali pa tukaj sprejeti nek tehnični in strokovni kompromis, da smo omogočili, da vozila pride na urgenco in da je istočasno zagotovljena enaka kakovost storitev medicinske pomoči kot recimo vozilih tipa B. Zdaj, če gremo zelo detalje, tukaj smo res v centimetrih. To ni zdaj, da bi rekli, da stvar odstopa zelo. Tukaj se pogovarjamo o nekaj centimetrih v bolniškem prostoru glede prehodnosti okrog bolnika. V standardu je že predpisano, da to mora biti 41 cm, z temi vozili pa tega ne moramo omogočiti. Če bi pa želeli, bi mogli pa na vozila za večjo nosilnostjo. S tem pa takoj dobimo v štartu na višini. To potem takem ni vozilo tipa C ali kako? Ne, to je vozilo tip B. Tip B, ki odstopa od tipa C samo v nekaj centimetrih okrog bolniškega prostora. V ostalih parametrih, so prav razporeditve opreme, o vrsti opreme, ki je v vozilu nameščena v stojni višini, o ostalih varnostnih elementih ni nobenih odstopanj.
pa tudi z ministrstvom in z vsemi, ki so sklepali ta pravilnik in to ste dorekli, da je to zdaj vse v redu, ne bo nobenih težav, da zdaj teh vozil ne bi smeli imeti ali pa kaj takega? Poglejte, preden smo sploh šli v postopek javnega razpisa, smo pridobili ustrezno soglasje. Z tem seznanja tudi ministrstvo, da glede na dano situacijo žal ne moramo imeti nabavo vozil tipa C, ampak da smo prisiljeni kupiti tip B. S tem smo se tudi pogajali, da smo šli v takšen kompromis modularne izvedbe, ravno zaradi tega, da smo se približali tipu C v vseh ključnih parametrih.